postrežbi rdečega vina se dostikrat poslužujemo karafe oziroma dekanterja. Dekanterja je več vrst, seveda izberite tistega, ki je vam na roko. Smisel dekantiranja vina je na eni strani zračenje vina. Govorimo o zračenju vina tistih vin, ki so nekaj časa bila starana v lesenih posodah oziroma sodih. Kadar pa odpiramo kakšne starejše arhive, se pa zna zgoditi, da je v steklenici tudi usedlina. Usedlino ločimo tako, da pri dekantiranju steklenico držimo v isti premici oči in svetlobnega telesa. Mi si bomo danes pomagali za svečo in pa seveda tega robu pri steklenici, in kadar opazimo, da pride usedlina proti temu robu, dekantiranje zaustavimo, tako dobimo čisto vino v karafi, usedlina pa ostane v steklenici. Kadar odpiramo rdečo vino in ga mislimo kasneje dekantirati, odstranimo celotno zaščitno kapico. Špiralo zarijemo v plotovina zamašek. In vino začnemo odpirati. Tako kot pri belem vinu, zamaška ne odstranimo do konca, ampak zamašek izvlečemo z roko. Zamašek vedno damo preveriti tudi gostu. Pri dekantiranju rdečega vina, vino v karafo nalivamo počasi, brez brbotanja.